In gospodje, dovolite mi, da vas najprej pozdravim vse, posebej pa oba naša visoka cerkvena dostojanstvenika, gospoda Sajeta, ljubljanskega nadškofa. Janeza Janšo pozdravljam posebej, ker je s to zgodbo, ki jo predstavljamo, tudi družinsko povezan, ker boste videli na razstavi, namreč njegov oče se je rešil, je pobegnil iz jame pod Macesnovo Gorico. In pozdravljam tudi vse kolege, kolegice, vse, ki ste pomagali, da je ta razstava lahko nastala. Naj bosta umetniško vodilo v naše druženje Dušica Črtomirja Freliha in triptih Marjetke Dolinar. Dušice je Črtomir Frelih naslikal leta 2004 in posvetil neznanim in nepokopanim. In prav te dušice, ki jih pravzaprav skozi iščemo, so uvodna podoba naše razstave pred Platonovo votlino. Marjetka Dolinar se je na hudo jamo odzvala slovensko gerniko temno in sočutno. Triptih, posvečen 3450 umorjenim v jami pod Macesnovo Gorico, se v svetlih barvah vzpenja iz zadnje poti preko Molka v Glorijo. Razstavljen je na stopnišču Zavoda svetega Stanislava nasproti posvetilnemu napisu spomenika Mir s teboj. Mir s teboj je posvečen vsem trpečemu zavodu, s triptihom pa dobivajo posebno posvetilo umorjeni v jami pod Macesnovo Gorico. Glorija je posvetilo resnici, ki jo odkrivamo, je sočutje s trpljenjem, ki nam ga je predstavila raziskava jame pod Macesnovo Gorico. Glorija je poziv k miru med nami, k veri v pravico do groba in spomina. Je poziv k sočutju in odpuščanju. Uvodna zahvala velja tudi Ministrstvu za kulturo, ministrici sami in njeni komisiji za nepremično dediščino. Gospe so prepovedale to razstavo Muzeju novejše in sodobne zgodovine in ji tako omogočili, da je predstavljena na najbolj primernem kraju. Na kraju, odkoder so 3450 umorjenih odvedli v smrt. Platonova dvorana je primerna za predstavitev poti do resnice, spoznanja trpljenja in zla v hudih jamah, poti, po kateri razpadajo tabuji, laži, mitomanija vseh, ki so skušali in še skušajo prikriti zločine in slaviti zločince. Hvala Zavodu svetega Stanislava za gostoljubje. Razstavo so omogočili ustanova Memores in Dobrotniki. Ko smo ustanavljali ustanovo, je njeno ime predlagal Justin Stanovnik. Memores, pomni, premisli. Delo mrtvih. To je poglavje, s katerim bomo mogli se miselno še precej ukvarjati, ampak Delo mrtvih je bila že Maša Zadušnica 8. julija 1990 pri jami pod Krenom v Kočevskem Rogu. Primerjamo jo lahko z Delom mrtvih pri razpadu drugih komunističnih režimov. Tako so 16. junija 1989 pokopali posmrtne ostanke Imre Nadžija in sotrpinov, ki so jih sodno umorili po madžarski ustaji leta 1956. Takrat so madžarske komunistične oblasti v strahu dovolile pogreb in skušale s tem ohraniti svojo oblast. Ni jim uspelo. Tudi slovenske komunistične oblasti so pristale na Mašo Zadušnico in jo skušale obrniti sebi v prid. Vedeli so, da jama pod Krenom ni morišče in grobišče slovenskih žrtev. A tudi oni mrtvim niso všli, niso jih utišali, izbrisali. Ali lahko govorimo o slovenskem Katinu? Če primerjamo številom prebivalstva, je pomor slovenskih vojnih ujetnikov skoraj 10-krat večji od pomora poljskih oficirjev v Katinu. Če so dokumenti v sovjetskih arhivih ohranjeni, so v slovenskih uničeni. Jamo pod Macesnovo Gorico so nepredstavljivo uničili in skušali skriti sledi za zločinom. Razstreljevali so že med pobijanjem, sredi 50 let pa so brezno razstreljili tako, da je celoten strop jamske dvorane padel v jamo. Zato je bilo potrebno pred in med izkopom posmrtnih ostankov odstraniti okoli 3000 kubičnih metrov razstreljene kamnine. Med izkopom so našli zvit rudarski sveder in 316 neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pričevalci pobegli iz jame.
Pobegli iz jame, ki jim je uspel pobeg na zahod, so tam pričali. Prvi je svoje pomine objavil Milan Zajec leta 1949, Franc Pozelnik leta 1963, France Dejak, Kozina in Milan Zajec so spomine objavili večkrat, tudi v knjigi Ušli so smrti. Anonimno pričevanje Janeza Janše starejšega so leta 1993 objavili v Družini, o njegovem pobegu je pisal sin Janez v knjigi Okopi. Janko Svete je po pobegu iz jame živel v Sloveniji in čez nekaj let utonil. Iz jame se je rešil tudi Karel Turk, ki ga je njegov oče prijavil oblastem in so ga umorili. Znanost in raziskave. Prvi je nekaj predmetov iz vrtač med jamom pod Macesnovo Gorico in jamo pod Krenom leta 1991 s kolegi raziskal Andrej Mihevc in leta 1995 objavil opozoril na različnost izvora predmetov v obeh vrtačah. Mitja Ferenc in Pavel Jamnik sta leta 2004 temeljiteje raziskala obe vrtači. Leta 2006 je kolega Ferenc, ki je tukaj z nami, objavil, da je bila maša zadušnica na napačnem kraju. V jami pod Krenom so verjetno večinsko umorjeni Srbi, Črnogorci, nekaj Hrvatov, predmeti v vrtači pri jami pod Macesnovo Gorico pa so bili mnogi katoliški in slovenski. To so potrdile še raziskave Uroša Koširja leta 2017. Zato se je Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč odločila za izkop posmrtnih ostankov v letu 2019. Tedaj je Komunala Kočevje izkopala okrog 1000 kubičnih metrov razstreljene kamnine do plasti posmrtnih ostankov. Zaradi pandemije so dela zastala, se nadaljevala ter dokončala leta 2022. Za vse te raziskave je Republika Slovenija plačala okrog 2 milijona evrov. In vedno znova se moramo zavedati, če ne bilo demokratične in samostojne Republike Slovenije, tudi teh raziskav ne bi bilo. Republika je tudi tako delo mrtvih in skratka, brez razrešenja teh vprašanj tudi demokracije ni. To je preverjanje demokracije. Nekaj besed o poročilu, ki sledi 6. poročilu komisije, razstavi v Bruslu v dokumentarnem filmu. Komisija je do sedaj objavila 5 poročil, 6. gre naslednji teden v tisk, predstavili ga bomo ob letošnjem spominskem dnevu na žrtve komunizma. 6 knjig ima 2500 strani in so temeljni dokument resnice, moči slovenske znanosti in slovenske demokracije. In razstava, ki jo danes odpiramo, je povzetek tega dogajanja in delovanja. In je tudi nagovor za mednarodno javnost. Razstava v angleščini bo od ponedeljka 15. aprila na ogled v Evropskem parlamentu, da si bo tudi mednarodna javnost lahko oblikovala stališča do dogajanja v Sloveniji. Zelo enostavno vprašanje, katera je Slovenija demokratična, ali tista, ki omogoča raziskavo najhujših nezastarljivih zločinov, ali tista, ki skuša preprečiti objavo teh raziskav. 25. aprila bomo v tej dvorani predvajali dokumentarni film in vse skupaj je pa pravzaprav vložek v slovensko kulturno vojno. Tako moramo razumeti in tudi to vojno, ki je delo mrtvih. Mrtvih, ki so vstali iz miniranih zaklonišč v Slovenski Bistrici, iz protitankovskega jarka na Teznam, iz Brezen pri Konfinu, iz rova Svete Barbare v Hudi jami in še marsikje. In še več jih čaka. In osrednja tema razstave je pa seveda izkop posmrtnih ostankov leta 2022. Temeljno dejstva so, da je raziskava potekala od maja do septembra. Odlično je opravila arheološka ekipa podjetja Augusta, ki jo vodi arheolog Luka Rozman, ki je tudi z nami. Gre za enega najbolj zahtevnih arheoloških podvigov v skrajnih razmerah in nedvomno bo v prihodnosti to dejanje imelo v zgodovini slovenske arheologije najvišje ocene. Najprej so odkritja v jam potrdila resničnost pričevanj pobeglih iz jame. Potem je treba povedati, da so dela potekala v izrednih pogojih zaradi ogroženosti v jami, ogromne količine skalovja, plinov, neeksplodiranega eksploziva in do jamskega dna so izkopali 15 metrov v globino.
Površina izkopnega polja se je povečala z nekaj nad 100 na 500 kvadratnih metrov in iz jame so odstranili še 2000 kubičnih metrov razsteljene kamnine. Delo je potekalo po najvišjih znanstvenih standardih. Potem je posmrtne ostanke po umivanju in sušenju prevzela antropologinja Petra Leban-Seljak. Zaradi miniranja so bili posmrtni ostanki hudo poškodovani. Antropološka analiza je odkrila, da je bilo umorjenih vsaj 3450 oseb in ne več kot 3500, vsi moški. Polovica, te podatke nam potrjujejo tudi popis Inštituta za novejšo zgodovino, je bila starejših od 23 let, četrtina mlajših, četrtina pa je bila stara manj od 20 let. Uroš Košir je skrbno raziskal predmete, popisal jih je 10.284 odkritih med izkopom, večina je pripadala žrtvam, več kot 1600 pa storilcem. Izbor predmetov vidite na razstavi. In tukaj je le treba pričevalnost teh predmetov razumeti tako, da so bili umorjeni na poti od Jesenic do Kočevja, oropani in pregledani večkrat, da pa so vseeno prinesli v smrt svetince, rožne vence, prstane, ure, predmete za osebno nego, jedilni pribor, skratka tisto, s čimer so hoteli povedati, da morda pa, ali pa upanje izraziti, da morda življenja le ne bo konec. Med nami pozdravljam tudi predstavnike družine Mehle, nečak Alojz, Antona in Franceta Mehleta, bratov, mi je pred leti že posredoval njuna pisma, pisala sta iz Šentvida in naprimer ilustrira tisto vzdušje, zaradi katerega bomo lahko Šentvid razglasili za najhujše uničevalno taborišče za Slovence v vseh treh totalitarnih režimih. Če ima en Auschwitz pač 1700-1800 mrtvih, jih ima Šentvid med Slovenci krepko več kot 4000, domnevamo lahko, da vsaj 2/3 slovenskih taboriščnikov sta bili umorjeni, ampak ona dva sta za lakoto napisala, če bi jedli tako, kakor jemo tukaj, bi bilo od enega leta zadosti za 15 let. In kasneje je Jože Kočar, ki je kot mladoleten preživel taborišče, napisal, da je prvi kruh v Šentvidu dobil po 66 dneh. Mehletova sta se zavedala, da njuni usodi odločajo nove krajevne oblasti. Vsi krajevni ljudski odbori so dobili sezname svojih taboriščnikov in so odločali o njihovi usodi. To je preprosto tista kolektivna odgovornost, iz katere je nastalo bratstvo krvavih rok. In Mehletova sta napisala, samo enkrat smo bili malo površno zaslišani, kakor bo naredil terenski odbor, tako bo. Čeprav nisi nič kriv, je zadosti, da si nosil švabsko uniformo. Zadnje pismo sta napisala 2. junija 1945 in napovedala odhod. Draga mamica, dragi mi, mogoče vam pišem zadnjič iz tega kraja, polnega trpljenja in duševnih muk. Glih danes nam je komisar dejal, da se bo stvar v parih dneh razčistila in bomo odpotovali. Zgodba, ki se jo na razstavi samo dotikamo, je zgodba družin, ker ta titoistični apartheid, ki je nastal na osnovi tega, a si imel sorodnike na tisti strani, ki so imeli pravico do groba spomina, ali pa na tisti strani, ki te pravico niso imeli, to je preprosto, to je razdelalo Slovence do današnjih dni, zaznamovalo obe strani in Janko Car je pred jamo dal za dokumentarni film eno lepo izjavo o svoji družini, materini Lavričih iz Kržetov. 2 brata sta bila umorjena, tretji je bil aretiran okrog Božiča leta 1945 in izginil, 4. polbrat je pobegnil v Anglijo. In Janko Car pravi, da je njegova mama hodila na grobišča v Rogu, živi pri Kočevju v Željnah, da so jo to zasliševali na milici, sam pa da kot domačin pride do jame pod Macesnovo Gorico večkrat na leto. In prav, kaj ti to gorje, ki se je kle dogajalo, se ne da upravičiti in zato ni besede se upravičiti.
Vem, sprava bi mogla biti, ampak ni upravičila za ta dejanja brez sodbe, po mojem. Potem bi lahko pobijali še vedno, vendar se to ne sme. In v tem slovenskem zavedanju mi moramo le vedeti, da je Slovenija sprejela obširne ukrepe za odškodovanje žrtev komunizma in da smo izplačali za nekaj milijard odškodnin 10 tisoče ljudem le priznali krivico in pravico, ampak vedno se je pa treba zavedati, da v tej kulturni vojni padajo kar resne žrtve in jaz moram zmeraj omeniti predsednika Danila Türka, ki je 5. marca 2009 izjavil, da je odkritje žrtev v rovu Svete Barbare drugorazredna tema in kljub vsemu lahko to izjavo slavimo kot njegov politični samomor. In jaz mislim, da moram tako reči, če ne bilo tega samomora, bi komisija imela z oblastmi veliko večje težave, kot jih sicer ima, ampak tako pa zmerom malo strahu Božjega živi in pa zmerom se je treba spomniti na veliki poraz tega barbarskega župana Jankovića, ki je na Hitlerjev rojstni dan 20. aprila 2009 razglasil Titovo cesto v Ljubljani kot protiudar proti Hudi jami in da je Ustavno sodišče to češčenje prepovedalo. To so velike stvari v kulturnem boju. In naj sklenem s tem, kar bomo sklenili tudi dokumentarni film, gre za prizor polnega kontejnerja posmrtnih ostankov umorjenih iz Macesnove Gorice, ki so zdaj provizorično shranjeni v eni garaži v Kočevju in čakajo na odločitev. In bi rekel, da je sklepna misel tudi tega našega druženja naj bo tale, da Republika Slovenija priznava vsem žrtvam druge svetovne vojne, okupacije, upora, revolucije, protirevolucije in državljanske vojne pravico do groba in spomina. Ampak te pravice so odvisne od sposobnosti živih, da upravimo to, kar nam mrtvi naročajo. Umorjeni iz rova Svete Barbare so nas čakali več kot 7 let, da smo jih zmogli pokopati. Tudi ostanki iz jame pod Macesnovo Gorico nas čakajo, da dobi svoj mir in pokoj. In moja temeljna izkušnja je, da mrtvi imajo čas in nas čakajo. Bi pa rekel, da če lahko sklenem, mislim, da je vaša udeležba tukaj je tudi udeležba protesta. Jaz verjamem, da je ta ministrica za kulturo je pač prvorazredno nekulturno govedo in z njenimi dejanji ne moramo tudi drugače ravnati kot malo bolj robato, ampak z drugo obliko kulture spomina, ki se je pokazala lansko leto ob prvem praznovanju dneva spomina na žrtve komunizma in tukaj toplo pozdravljam vse organizatorje lanske prireditve. Verjamem, da bo letošnja prireditev tudi tak znak odpora, kot je ta razstava in da vse to kaže, da se v Sloveniji še vse da nekaj zdrave pameti in kulturne samozavesti dobiti. Mi, kot sem rekel, načrtujemo res, da bo ta razstava in vsi ostali projekti po Sloveniji. Mislim pa, da je prav, ker imamo tukaj tudi predsednika Škofovske konference in ko smo končno le v eni redkih cerkvenih šolskih ustanov, da ga prosimo za otvoritev razstave. Gospod Seje, prosim. Zahvaljujem se gospodu Dežmanu in vsem, ki ste prispevali k pripravi te razstave, Zavodu svetega Stanislava še posebej. Pozdravljam vse visoke goste. Razstava pokaže na pretresljivost resničnih dejstev, na resnico, ki se vedno bolj odstira, vemo iz Svetega pisma, iz Jezusovih besed, da je resnica tista, ki nas bo osvobodila in resnica sili na dan. In resnica ima čas in vedno bolj prihaja na dan in tudi ta razstava bo pomagala, da bo vedno več zgodovinskih dejstev, tudi javno znanih
In želimo si in tudi se pogovarjamo in tudi pričakujemo od pristojnih služb in organizmov oziroma odgovornih v naši državi, da se najde primeren prostor za pokop posmrtnih ostankov izpod Macesnove Gorice na ljubljanskih Žalah in da se jih obravnava na enakovreden način kot vse ostale žrtve. Mrtvi imajo pravico do pokopa in do časti, do imena, ne glede na to, na kateri strani so umrli. Za te pa vemo, da so umrli v izvensodnih in zverinskih pobojih. Hvala lepa vsem za vašo navzočnost, za podporo. Vas povabim tudi, da v tem velikonočnem času tudi molimo za to, da bi se ta zadeva rešila na miren način in da bi se lahko v smislu dialoga in sprave tudi dogovorili, kako bomo vse te zadeve, ki so zelo boleče za naš narod, tudi zaključili. S tem tudi otvarjam to razstavo in se zahvaljujem za vse, kar ste napravili za to. Hvala lepa. Jaz bi zdaj na koncu rekel takole, da fiska naroča, da dve telesi ne morata biti naenkrat na istem mestu. To pomeni, da ne moramo vsi naenkrat v Platonovo dvorano. Če dovolite, bi jaz visoke goste pospremil naprej. Za ostale vam pa predlagam, če si vzamete čas za druženje, malo poklepetate, pa se poj drenamo skupaj spodaj. Hvala za potrpljenje. Eksekucija je bila in bajonet in predvsem strel v glavo, ampak tudi streljanje so v drugih kosteh streljne rane. Treba v bistvu, ko je bilo to razstreljeno, koliko je bilo treba se odkopati, da se je prišlo, predstava zahteva pač nekaj pozornosti in ogleda.